Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi prijatelji, lepo pozdravljeni na novem dogodku Študijskega centra za narodno spravo. Tokrat predstavljamo knjigo dr. Franceta Cukjatija, Slovenske podobe zla, in ob tem smo pripravili pogovor z avtorjem in pa Boštjan Kolarič je tukaj z nami, doktorant študija na fakulteti za evropske in državne študije, ki se ukvarja s pravno oceno genocida, ki je seveda tudi eno izmed vrst zla, ki so prizadele slovenski narod v prejšnjem stoletju. In prav o slovenskih podobah zla je pisal dr. Cukjatij v tej svoji eminentni knjigi, ki jo je izdala Mohorjeva založba iz Celja, in direktorico gospo Ozvatič pozdravljam med nami, in pa seveda tudi vas, da ste se vzeli čas in ste prišli poslušati ta pogovor. Naj čisto na kratko povem nekaj besed o dr. Cukjatiju, ki je ne samo plodovit avtor številnih razmislekov, publikacij, ampak je trenutno tudi zelo proaktiven predsednik Zbora za republiko in v preteklem času ne samo zdravnik, ne samo državni sekretar v času vlade Andreja Bajuka, ne samo plodovit avtor, kot sem dejala, človek, ki je bil predsednik državnega zbora v času 2005 do 2008, ne samo študent različnih študijev, od gradbeništva, teologije, filozofije, kot že rečeno, medicine, ne samo človek, ki se je rodil na neki prelomnici, ki ga pravzaprav označuje v Šentgotardu pri Trojanah. To je res prelomnica, upam, da se bo dr. Cukjatij z mano strinjal, med tisto mehko, štajersko pokrajino, naravo in tisto bolj trdo, tako kleno, gorensko, planinsko pokrajino. In mislim, da se to odraža tudi v tej nekako dvojnosti dr. Cukjatija. Torej, on ni samo vse to, pač pa je tudi, seveda, bom rekla, ljubljeni soprog, oče 4 otrok, in prej smo se pogovarjali, da je na poti njegov 20. vnuk. In mislim, da ob takih, bom rekla, čvrstih in trdnih koreninah Slovencem bo še dolgo svetlo sonce sijalo. Torej, preden prepustim besedo dr. Cukjatiju in pa Boštjanu Kolariču, naj pa seveda izkoristim to priložnost še za eno pravzaprav zelo žalostno vest. Verjetno ste slišali, prebrali, da nas je včeraj zapustila gospa Katarina Bajuk. Gospa Katarina Bajuk je bila res spoštovana, draga in zvesta prijateljica in podpornica Študijskega centra za narodno spravo. Še lani, ko smo odpirali razstavo, ki je tukaj na stenah v tej konferenčni sobi, se jo spominjam, stala je najprej tamle pri oknu, posneli smo nekaj fotografij, potem pa, ko nam je zapel Marko Fink nekaj slovenskih narodnih, je stala tik ob njem in vidno uživala v tem petju. Ampak gledajte, tako je v življenju. Danes si zdrav, si med ljudmi, jutri seveda lahko temu ni tako. In žal, gospa Katarina je dolge mesece hudo bolehala, kljub mnogim načrtom, ki jih je še imela z nami. Žal to ni uspelo, morda kdaj v prihodnosti. Zapuščina Andreja in Katarine Bajuk seveda ostaja in morda nam uspe, da na tem ustvarimo kakšen projekt, kakšno zgodbo, kakšno publikacijo. Mislim, da si
oba to zaslužita. Jaz si res želim, da bi počivala v miru, seveda ob tem izrekam družini tudi moje iskreno in globoko sožalje. Hvala lepa. Hvala direktorci Študijskega centra za narodno spravo. Pozdrav avtorju, založnikom in ostalim udeležencem na tem dogodku. Zdaj, sam obsežne monografije gospoda Franceta Cukjatija že pri pregledu pokaže, da so slovenske podobe zla obravnavane, analizirane interdisciplinarno z vidika religije, teologije, filozofije, človekove osebnosti in duhovnosti, medicine, tudi psihoanalize in prava. Kot pravite, je zlo namreč zelo kompleksno, večinoma težko, razumljivo in doumljivo. Naslov monografije pove, da je slovenstvo prizadelo zlo, nekaj hudega, ki ga v religioznem smislu pooseblja hudič, kot pravite. V krščanski teologiji imamo dve prispodobi, ki nam ponujata določen odgovor na vprašanje zla. Prva je vezana na Adama in Evo, druga pa je bratomorna zgodba o Abelu in Kainu. Spomnite tudi na krščanske korenine naše evropske civilizacije. Pa v uvodu, prosim, za vaš razmisle, katere vidike in podobe slovenskega zla bi želeli posebej izpostaviti. Lep pozdrav vsem, ki ste prišli in vas verjetno nekoliko zanima ne toliko, kaj je v knjigi, saj če jo boste listali, boste hitro odkrili, kako in kaj, ampak verjetno kako sem se lotil tega vprašanja. Jaz moram najprej povedati, da nisem zgodovinar. Nisem nič brskal po arhivih in te primere sem pobral predvsem iz pričevanj, iz izpovedi, te literature veliko na Slovenskem. Mnogi od teh, ki so se izpovedali, še živijo in kar so napisali, verjetno stojijo za tem, ker še živijo. Torej, tudi to je razlog, da sem se lotil slovenskih podob zla. Pri proučevanju samega zla, ki me je vedno zanimalo, tako kot me je zanimalo, odkot človekova volja po dobroti oziroma odkot človekova empatija, ljubezen, dobrota, kaj je tisto, kar iz človeka, iz semena, ki ga nosi v sebi, naredi, da se to seme razcveti v osebnost, v dobrega človeka. Tako je tudi bilo vprašanje, kako to, da človek zakrni v svojem jedru, recimo lahko genetskem ali kakorkoli, torej je božja podoba, rečemo, v človekovem srcu in podobno, da se potem razvije tako zlo. No in ko sem iskal, kje in kako, sem vsekakor videl, da o zlu je zelo malo literature. Analize zla praktično ni. Sem in tja se kakšen psiholog, kot recimo Freud, loti vprašanja zla in reče in hoče to vprašanje rešiti samo s tezo eros, thanatos, da so pač dva nagona v človeku, eden je dober, drugi negativen, eden združevalen, drug razbijaški in tako naprej. Ampak ostane na nivoju nagona. Potem druga teorija, ki je danes precej moderna, da zlo ni nič drugega kot pomanjkanje empatije. In tudi kot medicinc sem to raziskoval z nevrofiziološkega vidika. Danes je že veliko te literature in sem ugotovil, ne, ni to odgovor zla. Potem sem se spraševal, ali je zlo res vprašanje hudiča in človekove neke obsedenosti. In sem tudi ugotovil, da tista klasična obsedenost je resnična, ampak ni zlo. Povsod, po vseh teh
teorijah manjka nekaj. Manjka svobodna človekova odločitev za zlo. Svobodna človekova odločitev. In potem tudi v primerih razvijam to, dokazujem, da so to pravzaprav povsem normalni ljudje bili. Povsem normalni, ki so prijazni, bodo z vami igrali tarok, bodo šli na pijačo, si bodo pomagali drugemu in tako dalje. Potem pa tako zlo. Potem pa so pa zopet normalni. Kaj je to? No, in potem seveda je bilo vprašanje, da zla ne moreš detektirati, ne? Kot bi recimo tudi ljubezni ne more človek detektirati. Ne? Če nekdo vas prepričuje, da vas mrd, ne? Predvsem zaljubljenci, vi nimate toplomera, da bi rekel, no, zdaj pa zmer temperaturo te ljubezni. Ne. Lahko dokazuje vse, ampak nazadnje je vera, zaupanje, nič drugega. To so stvari, ki so neoprejemljive in tudi zlo je neoprejemljivo. Moraš ga videti, doživeti in potem lahko sklepaš na zlo. In sem zato rekel, sam pri sebi ne bom mogel začeti razmišljati in filozofirati, raziskovati zlo, če ne izhajam iz podobe zla. Torej iz zla, kjer človek obstane in začuti zlo, potem pa lahko filozofira, pa postavlja hipoteze, pa postavlja teorijo in jo primerja z resničnostjo, katera hipoteza drži, katera ne in tako naprej. In katerega zla, meni so očitali mnogi, zakaj samo komunistično revolucionarno zlo, zakaj tudi drugi so delali isto zlo. Ampak, glejte, revolucionarno zlo je pri nas še zelo živo v zgodovinskem spominu slovenskega naroda. In je drugačno, kot je bilo recimo domobransko. Revolucija sama je začela v svojem izhodišču s sovraštvom, s zlom. To je bil program. Program je bilo sovraštvo. Že leta 1945 je Tito na Kongresnem trgu to oznamil. Sovraštvo. Nobena druga, tudi nacizem, socialistična delavska stranka v Nemčiji ni začela z nobenim sovraštvom. Tudi Hitler ni s sovraštvom, ampak on je imel teorijo pač tisti zaostali narod, škodljiv, pobit, tudi Slovani so tukaj vključeni, ne? Ampak pobit tako, v Pinsko celico, v Pinske dvorane in jih pobit. Ni bilo, seveda je bilo tudi sovraštvo vzgojeno, privzgojeno, diktirano, ampak ni bilo tako jasno v program kot cilj. No in seveda potem sem začel z ruskim vzgledom revolucije in potem šel na slovenski. Največ pa sem se seveda potem ukvarjal tudi z drugimi vprašanji, kot je, kako je zločinec doživljal to, kakšna je bila njegova pot, kako so žrtve to doživljale in podobno. Toliko mogoče sem preveč, me boste že popravili. Ja, dosti izhodišča ste dali, primerjali nacizem in komunizem v bistvu zla. Kot sami pravite, nacizem ima tole idejo rasnega iztrebljanja manj vrednih ras, komunizem pa uničenja, naklepnega uničenja političnih razrednih skupin. To je neka bistvena razlika med njima. Ampak za komunizem je potem po revoluciji značilna permanentna revolucija, ugotavljate. Kako jo vidite vi na slovenskem ozemlju? Ja, kar lep del knjige posvečam posledicam tega zla, oziroma kontinuiteti, oziroma posledicam ne samo za žrtev, ne samo za zločince, ki so neposredno izvajali to zlo, ampak tudi za narod. In na mnogih področjih v Sloveniji lahko čutimo, zaznamo, jasno zaznamo posledice, s katerimi se kar naprej ubadamo.
kar naprej ubadamo. Pa morda ne vemo, da so to posledice tiste mentalitete, ki je bila zabetonirana, tistega nazora, tistega načina razmišljanja in obnašanja, ki je bilo zabetonirano v vsem tistem času po vojni, to se pravi v času permanentne revolucije. In to skušam tudi dokazati, da ima vsako zlo dolgotrajne posledice, če se ga ne preseka na nek način, če ni pomoči od zunaj. Veste, tudi posameznike obdelujem, posamezne zločince, likvidatorje, sami nimajo moči se izkopati iz tega. Nimajo moči. Mi lahko na prste ene roke odkrijemo tiste, ki so zmogli, da so se izpovedali, kot recimo Svetina, za odlav in podobno. To so na prste ene roke od tistih 2000, ki jih je zdravil Kostnapfel, torej komunistični psihiater, ki je zdravil te zločince. Preko 2000 je šlo skozi njegove roke po vojni in nimam primerov vseh tistih zapisih njegovih. Sem preštudiral dosjeje teh pacientov, tiste, ki jih je Kostnapfel sam raziskoval še posebej in jih statistično obdeloval s primerjalno skupino. Niso imeli v sebi moči se rešiti. In potrebujejo nek zunanji impuls. In tega pri nas ni bilo. Lustracija ni bila nič drugega v Nemčiji kot ta zunanji impuls, kot pomoč pravzaprav zločincem. Pomoč. In pri nas tudi nihče ne govori o lustraciji, da mora zdaj kar na cesto poslati vse dediče in podobno, ali pa tiste, ki so bili. Ampak javne obsodbe zločina ni bilo. Ni bilo. In to, veste, to breme leži na narodu in leži pravzaprav na vseh nas in tudi na modusu vivendi, to zapravo v načinu razmišljanja vseh teh, ki pravzaprav, ne bom rekel, so globoka država, ampak ki imajo kakršenkoli vpliv na naše skupno družbeno življenje. Torej, posledice zla so lahko individualne in tudi kolektivne. Kot individualne se kažejo trajno psihično breme, kot pravite, žrtev, lahko postane tudi zločinec, kot je primer Golega otoka. Hude so lahko tudi posledice za samega povzročitelja, dogajali so se samomori, alkoholizem, blaznost, vse to v knjigi in nekaterih pričevanjih omenjate. Možno pa je tudi šizofrenost, sprenevedanje storilcev, da niso ničesar naredili narobe, da so le izvrševali ukaze. Katere oblike posledic so v Sloveniji najpogostejše, tako na tej individualni kot kolektivni ravni? In ali so se na tej kolektivni ravni z padcem režima te posledice zmanjšale? Ali so še vedno prisotne, kar se tiče totalitarne oblasti, svobode, blaginje, svobode govora? No, posamezniki seveda počasi izginevajo, odhajajo po svoji življenjski poti. Vendar tisti, ki sem jih obdeloval, so resnično, sem jih opredelil v več kategorij. Eni pravijo, da se nič ne spomnijo, da nič ne vedo o tem, tako kot recimo Ribičič je, čeprav je on sam delal sezname in je Svetina, ki je sodeloval z Mačkom in je bil njegov pravzaprav eden glavnih sodelavcev in je videl in njegova žena od Svetine je hodila v službo tudi k Mačku in je pretipkavala sezname, ki jih je delal Ribičič, sezname, koga je treba ubiti. Ampak potem na Pučnikovi komisiji je rekel, da je šele tam po 50. letu ali 53. slišal o pobojih. Potem nekateri, in to veste, brez kakršnih kol motenj vesti ali česarkoli, nič.
On je dober človek, vedno se je obnašal kot, govorim o njem po tem, kar je Sveti napisal, ne. In to je ena kategorija. Druga kategorija, vse smo prav delali, če je bila revolucija takrat, je zahtevala določene postopke, to so bili upravičeni, to še nekateri sedaj znani upokojeni politiki niso spremenili svojega mnenja. Hočem reči, to so pa tisti, ki so oblikovalnik svetovni nazor, ki se ga oklepajo, zato da lahko opravičujejo svoje zločine. To je poseben mehanizem v človeku. Človek ne more delati slabo, ne da bi tega sam sebi opravičeval. Opravičuje pa lahko tako, da izmaliči svetovni nazor, si ga priredi in začne govoriti tiste znane floskole, domobranci, partizani, izdajalci in tako naprej. In s tem ohranja občutek, da je vendarle prav delal, da so prav delali. Potem je naslednja skupina tisti, ki so šli tudi potem skozi podobno trpljenje, kot so ga sami povzročali. Recimo kasneje so šli posamezniki skozi Goli otok in ko je prišel z Golega otoka, se je pa razpisal, je pa povedal, pa tudi v Borcu napisal, kako grozno je bilo na Golem otoku. Ampak, da je pa sam podobne stvari počenjal prej, je pa kar izginilo iz njegove zavesti. In zaradi tega pravi, da brez zunanjega pritiska ali pa brez ustreznega svetovnega nazora, ki ga človek recimo lahko podeduje iz klasične zahodne civilizacije, krščansko-judovske, brez takega svetovnega nazora on tudi uduši svojo vest, saj ga toliko ne moti, ostane v svojem svetu in taki, potem seveda zaradi tega pravim, šele četrta skupina je pa tista, ki je bila sposobna priznati svoj greh, se izkopati iz tega, se protesati in tudi Svetina na koncu pravi, neizmerno sem srečen, da sem to lahko napisal v Sloveniji, da sem vse to lahko napisal, da se je izpovedal. In tega ni pri nas. In tukaj največji reveži so tisti, ki so ujeti v svoj izmaličen svetovni nazor, zaradi tega, da opravičujejo sebi in drugim. Dotaknete se tudi pravnega vidika, začnete z 16. septembrom 1941, pravnim začetkom državljanske vojne, ko je OF sprejel odloke, s katerimi je monopoliziral boj proti okupatorju. Potem pa ugotavljate, da se tole komunistično sodstvo nekako transformira v tranzicijsko sodstvo, se ne prenovi od znotraj. Omenjate sodbe, navajate sodbe Ustavnega sodišča, za katerega lahko rečemo, da v slovenski pravni vedi naredilo največji premik pri obsodbi komunizma, ampak obstaja pa na tej individualni ravni dejstvo, da imamo zločin brez zločincev. Kako vi vidite to dejstvo? Ja, to je vse, kar se je v tranziciji skušalo pozitivnega narediti, je bilo polovičarsko, ni šlo naprej. Se ne da, veste, da bi samo ena idealistična skupina, recimo, kot je bil morda v nekaterih stvarih demos, se zgubi. To je proces, ki mora začeti s nekim prelomom in potem še dolgo traja. Tako kot recimo, če je človek alkoholik, postane alkoholik, on opravičuje svoj alkohol na 1000 načinov, ampak se ne bo iz tega izvil, dokler ne bo enkrat presekal to, potem pa se mučil še tedne in tedne, mesece, leta in leta, da se bo tega rešil. In to pri nas je
ta zločin tako globoko zakoreninjen praktično, da bo še dolgo trajalo v tej situaciji in mislim pa, da prihajajo nove generacije, ki imajo posluh za to, da dokler, tako kot je profesor akademik Trontelj rekel, dokler ne bomo mi te zgodovine sprejeli tako kot je in jo predelali, torej predebatirali, predelali, toliko časa bomo ujeti v to. Toliko časa bomo ujeti. In sedaj, ko se je tudi ta zgodovina nekako bolj razgalila, vse prej je bil zakon molka, ko se je bolj razgalila, je odlična priložnost, da stopimo na to pot. Torej, človek je neprestano v spopadu dveh svetov, dobrim in zlim. V epilogu ugotavljate, da sta dobro in zlo, resnica in laž vedno bila in vedno bosta prisotna, tako v družbi kot v človeku. V mladem in starem, pišete, v revnem in bogatem, v ateistu in verniku, v kristjanu in muslimanu, v levičarju in desničarju. Katero bo sklilo, dobro ali zlo, in se razživelo, je odvisno ne le od okoliščin, ampak, kot ste že uvodoma povedali, tudi od človekove svobodne odločitve. No, zagotovo že to dejstvo, da se je zlo, revolucionarno zlo, tako razvilo, razbohotilo in potem se pretopilo, preoblikovalo v permanentno zlo, v permanentno revolucijo, permanentni teror in podobno. Je zahtevalo, tako zlo je moralo biti z ene strani uzakonjeno, to se pravi, oblast ga je morala tako rekoč ukazati na tak ali drugačen način. Sovraštvo, kot ste omenili že takrat, leta 1941 je bilo izključevanje zapovedano, to se pravi, kdorkoli se upre okupatorju zunaj osvobodilne fronte, ga je treba likvidirati oziroma je smrtna obsodba takemu pasti, tudi če se upre okupatorju. To se pravi, razdeljenost, sovraštvo je bilo uzakonjeno tudi v celotnem postopku. In tiste stare scheme iskati notranjega sovražnika, zato da lahko neguješ to sovraštvo. Potem druga stvar je bila zagotovo v tem, da mora to postati notranja usmeritev vseh tistih, ki so na strani avantgarde. To mora postati njihova notranja usmeritev. To se pravi, tako zlo, ki tako preparira človeka, potrebuje mnogo energije, da se potem narod tega osvobodi, da se človek in narod tega osvobodi. In seveda, ker pa je v človeku vedno velika možnost, da se razvije zlo, da dobi občutek totalne oblasti nad človekom, nad Hitler nad neko nacijo, nad Judi, popolna oblast, revolucija nad buržoazijo, nad kmeti in podobno. To se pravi, to pa potem ustvari in razcveti občutek, da so zgodovino vzeli v svoje roke, življenje v svoje roke, ostanejo kakor Bog. To je neka obsedenost, to je zasvojenost s tako oblastjo. Mi, tako kot je v Čeki, že v času Lenina, časopis Čeka to je v Rusiji izhajalo in je bilo kot geslo, kot je pri nas bilo, recimo,
proletarcev se združimo se, kaj podobnega, je bilo geslo, nam je dovoljeno vse. In to postane neka obsedenost, veste? In taki ljudje, ki to poosebijo, ponotranjijo, ne more iti z oblasti, ne more. Potem bo zganjal pa zakulisno oblast. Ne more. On hoče ostati kakor Bog. To je ta ujetost. On ni sposoben, recimo, dober je pa na drugih volitev, bo pa druga opcija prišla v redu, pa bomo potem spet kandidirali in podobno. Ne. To je zanga in za njih smrt. Ne. To je ta ujetost. No, in to tudi seveda tudi na področju sodstva omenjam, da hočejo oblast in svoj občutek, da smo kakor Bog in sodimo in delamo s človekom, kar hočemo, preko sodstva. Seveda, jaz tam razlagam, po osamosvojitvi so se razmere spremenile in nabor sodnikov, ki služijo temu, se je zelo skrajšal, se je zelo zožil in vemo pri teh aferah od Patrije, Noviča in Kanglerja in podobno se pojavljajo pravzaprav ena in ista imena, čeprav imamo več kot 1000 sodnikov v Sloveniji. Ne. Ampak se je zožilo, tudi na področju bančništva, ne, se je zožil nabor tistih, bi rekel, zaupnih, ki izvajajo to oblast. Čeprav seveda kadrujejo in bojo morali kadrovati tudi mlajše, ne, in jih skrbno kadrujejo, ampak vseeno, to se oži, tudi področje vpliva se oži, ampak še vedno na tistem oskem področju, tako v medijih kot na drugih področjih, izvajajo in, bi rekel, se tolažijo, da imajo vendarle še oblast biti kakor Bog. Veste, revolucija je naredila iz avantgarde strahotno ošabno generacijo. Strahotno ošabno. In to je ta patologija, ki se vleče tudi pri nas. Nikoli ni ta generacija bila osramočena, da bi recimo z javnimi sodnimi postopki se jim dopovedalo Bob, nikoli. In še vedno negujejo določeno populacijo, ki seveda s pomočjo njihovega ravnanja in temi zastavami z rdečimi zvezdami pa petjem, internacionale in podobno, ustvarjajo občutek, da so prav delali, da so na pravi strani, da pravzaprav oni, tudi zdaj ta 50-letnica teritorialne obrambe je bila načrtovana tako, da nekako vendarle povejo, da so oni tisti, ki so samostojno in tako naprej od vsega začetka promovirali oziroma ustvarjali. To je ta ujetost, ker ni bilo duhovne ilustracije, ne bom rekel duhovne, ne kadrovske, duhovne ilustracije ni bilo. Ampak vseeno vidimo, da pozitivni odnos za prihodnost ohranjate. Menite, da bo ta po Freudu nadjaz, ta človeški moralni kompas vseeno močnejši, predvsem na drugi, tretji generaciji, če ne prej? Zagotovo, gledajte, je neka, jaz bom rekel, v človekovih genijih je vendarle neka sila, tako je tudi v narodu, v skupnosti, v družbi neka sila, da išče pot k znosnemu, lepemu življenju. To je v človeku, tega se ne da prekiniti. In lahko recimo posamezne pristope je komunizem še toliko časa, še tako neguje, tega ne bo zatrl v človeku. Človek želi imeti dobro družinsko življenje
meni je čisto vse en kako, tudi istospolna, recimo, skupnost, ki je pri nas uzakonjena, istospolna partnerska skupnost uzakonjena. Človek želi imeti neko skupnost, v kateri se bo čutil domačega, popolnoma član tiste skupnosti in potem tudi širše družbe. In zagotovo je ta nagon tako močan, da ne more obveljati teza, da bomo pravzaprav vse razlastili, tako kot je komunizem sanjal, da bomo pravzaprav podržavili otroke, da bomo izničili zakonsko zvezo, da bomo pravzaprav iz ljudi naredili neko brezosebno množico posameznikov, med katerimi ni tistih človeških vezi, ampak so pravzaprav samo še skupnost, pa jo lahko imenujemo kakorkoli delavska skupnost ali pa samoupravna skupnost in podobno. In tukaj opažam tudi, da je pri mladih, pri mlajših je več zanimanja za to, kot je bilo pri generaciji prej. To se pravi, tako rekoč, vnuki tistih, ki so pač bili globoko v tej revoluciji, se pojavlja več interesa, več čuta za te, bi rekel, pozitivne naše tradicionalne krščansko-judovske ali zahodne vrednote. Tako da, jaz sem optimist. Zagotovo je komunizem pravzaprav svojo taktiko in svojo strategijo temeljil na izničenju, izbrisanju spoštovanja do življenja, jasno, brez tega. Lenin prvo, kar je, ko je revolucijo začel v Moskvi, prvo, kar je ukazal policiji, da grejo po ulici, poberejo 100 ljudi, on je tako sicer rekel, lenuhe, brezdomce, vlačuge, poberejo in naj jih obesijo na vidnem mestu, tako, da bodo ljudje 100 km okrog Moskve govorili, ubijajo in bodo še ubijali. To zaprav, zato, da prestrašiš ljudi, greš pa pobiješ. Tako se je delalo tudi pri nas, sej navajam, tamle je Polhogradec in Horjul, Dobrava, tam okrog Ključa, predno se je štab naše partizanske vojske tja preselil v Polhograjske doline, so šli, pa so po vaseh cele družine pobili. In to brez strelov, brez strelov. Pa veste kako, zato da so prestrašili te dve doline, prestrašili in so lahko kot gospodje prišli in obvladovali situacijo. To zaprav, življenje nima nobene vrednosti. To je osnova komunistične revolucije, kot jo poznamo, komunistične strategije, komunizma, kot ga poznamo. Jaz drugega ne poznam. In revolucije jaz druge ne poznam. Nekaj podobnega je francoska, ampak prav doživeli smo pa mi komunistično revolucijo. In govorimo o tem, nekateri govorijo, vse kot komunizm je nekaj drugega. Ja ne, poznam tak komunizm. Nacizem poznam tak, kot se je pokazal. Fašizem tak, kot se je na Primorskem pokazal. Komunizem pa tak, kot se je pri nas pokazal. Tisto, kar človek naredi, ko ga drug človek razjezi, pa v svojem navalu neki pretepe in podobno. To po tej definiciji ni zlo, ki ga bo obravnavala ta knjiga. Ta knjiga obravnava tisto zlo, ki ga povzroči zločinec nad nekom, ki ga niti ne pozna, ki mu ni nič naredil, ki ga ni nič razjezil, ki je ujetnik tam Bogi, ko bi se moral mu smiliti celo, ki ga nič ne ogroža, gre
in ga muči do konca. Ne? Tako zelo mene zanima. Ne? Kar se tiče. In ne kaže nikjer drugje svoje, recimo, patologije, ki bi jo morda v otroštvu doživel, da bi ga v otroštvu ne vem kako pretepal. Ne, ima normalno otroštvo. In sicer se zgodi, da v družini sta dvojčka, oba sta šla skozi normalno, dobro družinsko vzgojo, krščansko družino. Eden je dobričina, eden je dober, sposoben, drug je pa tudi sposoben, ampak strahotno, v nekaterih primerih zloben. Z tistega zla ni nobenega psihološkega mehanizma, da bi ga lahko razumel, opravičil. Ni nobenega mehanizma, ki bi ga rekel, da mu je nesimpatičen. Ne, ta človek. Je sicer morda bil ujetnik razčlovečen, umazan, raztrgan, pretepen, krval pa tako, ne, razčlovečen, ne, pa so vsi govorili, ne, podgana, domobranska, karkoli, ne. To je bilo mogoče olajšano, ampak tisto zlo, paste, mene zanima, za katerega ne najdemo nobenega normalnega, psihološkega ali kakorkoli razloga. Ki verjetno temelji izvira na ideologiji, na pravih možganjih. Niti ne. Kasneje se pojavi ideologija, s katero želi opravičiti svoje ravnanje. Večinoma je to tako. Ja, tako, dodana vrednost te knjige je torej interdisciplinarnost, tudi ta duhovna plat je obdelana, ponuja dosti novih razmislekov. Dve misli, ki ste se mi porodili, najprej, da je treba zelo kaznovati. Pri nas seveda kot družba na Slovenskem nismo opravili s tem, več bi nam znal seveda gospod Polarič povedati, ampak kar se tiče kaznovanja teh revolucionarnih zločincev, smo imeli, kolikor vem, samo 2 primera pred sodiščem oziroma v postopku sta padla. Primer proti Ribičiču in primer proti Štorglu. Druga misel je pa v zvezi s tem, kar je rekel dr. Cukjati, ko je omenil psihiatra Kostnapfla, pa 2000 primerov, ki jih je zdravil. Torej, psihiatrija je popolna tabula rasa na Slovenskem, ta del slovenske psihiatrije. Nihče se ni s tem ukvarjal, sistematično, pa tudi po zadnjih sprejetih zakonih se s tem nihče ne bo mogel ukvarjati, ker je arhivska zakonodaja tako zaprla to zdravstveno dokumentacijo, da je enostavno nemogoče se s tem ukvarjati. Kot raziskovalci, recimo, nimamo dostopa do teh podatkov, pri čemer pa v drugih nekdanjih komunističnih državah temu seveda ni tako. Za raziskovalce so ti dosjeji, so ti arhivi odprti. Tako, hvala. Hvala vsem.